The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Tam sploh še se trajba. Vsaka ženska, ki se bliža 40, to je sam še za štedilnik. Pod cipreso, a ne? Ti bi nas pod cipreso dal. Ja, ti imaš malo pedofilska nagnjenja pa to. Ja, itak, ja. Evo, Jebem ti štole, moramo še malo popraviti. malo spustrana, ne? Pa res visiš. Zdaj šele vidim. Vse tak si, malo čuden, da malo visiš postran. Zdaj boš pa naravnost. Knjigo si daj na glavo, da poravnaš z zgornjim delom. Ti imaš to ploščato, da ti vstala na glav. Evo, sončki, z nas se zgodi, da sem še vedno malo postran, ampak lej, mi dva začela. A mene snima? Nažalost. Dobrodošli nazaj, še en kolesarski človek, danes je z mano zopet Petra. Preden začneva na hiter, ta teden se je začele spet akcije, se pravi, že veste, da imamo čelado našo v akciji, očala našo v akciji, zdaj pa bomo znižali še, zdaj tik pred Franjo in temi ostalimi maratoni, še ostale čelade, tako da so minus 20. Majice so po 99, najbrž so še kaj najdel, tako da pridite na Zihrlo v 10. In ja, se vidimo, probite kle, lahko vzamete in to je to. Majice, glih danes sem imel enega iz Anglije kle, se pravi, so zdaj potrjene, neki imate že nove slikce itd. Na naši spletni strani gor, tako da si lahko pogledate, obe dve klubske sta že gor, čakamo še Monuments, da dobimo in gre še to gor. Tako da, to je to na hiter in tečno. Daj pridejo Monuments, daj pridejo majice Monuments. Od sredine julija do konca julija enkrat. Vse, komplet. Ja. Hudo. Se pravi, La Primavera je kle, ta gospod ja. iz Anglije jo je glih danes vzel. Tako da je ostala, on je rekel, da mu je Flandrija čisto huda, meni je ista Flandrija. Ja, se je ta Flandrija, bo po moje šla takoj. Ja, največ je prodanih Roubaix. Roubaix jih je 10, že mislim, da jih je Trdeča. že. Ja. Pa Liež, manj jih je od Flandrije, kakor za No, Liež. vse, ko se bo še v živo videli, bomo videli, na kjere hlače, pa to kam paše. Une, se pravi, Lombardija ni pa še mene. Sam po moje bo glih Lombardija v živo najbolj klini spadla. Saj men. No, sej, ko bojo kle, bomo videli. Jaz sem se imela sem imela kar pester vikend. Zelo pester v bistvu. Ja, zahvala zopet Velobaru za kavico. Hvala, Velobar. Prosim. Ti si žuril, ne, za vikend, mi pa v bistvu tudi, ne. Mi smo šli pa v soboto na maraton Junaki vinogradov, ki ga organizirajo Klet Brda. In štart je bil kle na Viču, lepo v Ljubljani, 5 se nas je dobil in smo šli lepo tja, štartali, res tak lepa mirna vožnja. Počasna vožnja v bistvu za nas kar malo bila preveč, je pač to čisto zaprta vožnja ves čas v bistvu, jaz sem si to predstavljala, mogoče je to malo drugače, ampak ja, tako da smo se res počas vozili in na klance in tudi v bistvu na spustih, v bistvu imajo, ne vem, zakaj je taka logika vožnje, jaz bi pač to drugače vozila, na vsake hupsarje je avto, mi smo čisto za avtom smo bili odzadi, no, ko smo nekako rekli, ali čisto za avtom, ali pa čisto na konc, pa smo pa se odločili, da bomo se bolj čisto za avtom vozili. Na hupsar grejo, kar pretegnete avto, mislim, kar gre, ne, tako da moraš malo skočiti, pa dol po spustih, pa to pa spusti, a ne, in pa bremzaš. In je malo smešen, ker potem se vsi tisti, ki so odzadi, recimo slabši, ki so na te hupcarje odpadali, se v bistvu vsi pritisnejo naprej, a ne. In je še v bistvu mi čuden in dober, da ni kakšnih pacov, ker tole bi zelo hitro lahko bili, ne. Jaz bi šla pač to glih kontra, jaz bi šla na hupsarje z enim lepim tempom, da se samo malo raztegne skupina in bi potem potegnila rajši po hupsarju navzdol, mejčkam potegnila, ne, zdaj da se to gasa dol pele, zglih zato, da skozi ostaja enaka dolžina. Ampak tak sistem imajo, tako da ne vem, mogoče tiskavostni kolesar pa nima tega občutka. Jaz bi to spremenila. Drugače pa organizacija fantastična, ful lepo, itak Primorci so znani po tem gostoljubju.
Tako da smo tja prišli, smo dobili vsak eno flašo tele rebule, penine, pa kolajno spominsko, pa 30. je bil jubilejni, 30. maraton, tako da je bilo res taka ful lepa kolajna. Pa smo pa tam dobili lepo paštico, pa že imeli smo v Ajdovščini pustan, ki je bila fantastična malca, ki še tako mesec rekel, upam, da nav kakšen tako tista mineštra, kakšna, veš, kaj včasih dajo, ne, golaž kolesarski fora, ne. Res ful dobro je bil sendvič, šunka, ser, banana, frutabela, fruc, sok, ledeni čaj, mislim, fantastičen, tako da si se lepo, fajn, energijsko in pa smo šli naprej iz Ajdovščine do Kleti Brda in je bilo res tako lepo. Pa smo tam dobili na koncu makarone, bolognese, lepo, klasika. Pa so imeli pa fajn hlajene, zelo dobre, vse buteljke so bile fajn mrzle. Cena pijače je bila res taka, v bistvu pocen, bom lahko rekla nekorektna, ampak pocen. Pa vse so imeli mrzel. Nisem še v življenju videla, da bi toliko vina teklo v potokih. Ponovadi jaz sem kolesar, pa vidim bolj pivo teče v potokih, kle pa vino tekel. In tako da sem tudi jaz spila nekaj tega, v glavnem smo pili penečo rebulo, fajn mrzlo. Tako da je bilo kar lušten. Fajn. Skoraj garantiram ti, da si ti več spila v celom vikendu, kaj jaz. Ja, po moje, da verjetno, da res. Še v stali 4 smo bili skupaj, smo se imeli res fajn, sin je prišel po nas z avtom, v bistvu noč smo naložili kolesa, oni so šli na avtobus in smo pol se spet kle dobili v lokalu še, tako da smo bili kle do 10:30 zvečer. Pa si ziš skoraj več spila, kaj jaz je. Verjetno. Ker kle je bil pa pol moja koronca. Tako da včeraj smo šli v bistvu, potem je še Karmen tudi prišla, ki je tudi z nami v Brdih in smo šli en tak recovery, malo višji recovery, malo conce 2, tako da na vrhanko, na sladoled, pa tako da jaz sem se kar nakolesarila ta vikend. Lepo. Ti skaj kolesaril sploh? Včeraj 30 km. Aha. A fantovščina je pa uspela? Mislim, meni je bilo top. Imeli smo eno to hudo vilo, ki jaz še nisem bil noter, pa tudi te fantje, ki so malo bolj si prvošijo še ne, tako da iz tega vidika je bilo super. In kjermu koncu ste pa bili? Krasno. Zraven Višnjana. Aha, na hrvaški strani? Ja. Aha. Tako da je bilo super, tudi pač meni je bil tak easy, chill, sami desci, par smo jih imeli, ki se ful spoznajo na vina, na peko itd., tako da da sta ponad pekla, sta bila ful navdušena. Meni je bilo pa fajn sam chillerati v bazenčku in nič delati, tako da ja, je bilo, spočil sem si. Tako da si zdaj spreman za ta teden. Ja, sej to ta teden. Ja, pa ta teden gleda naš pretiraval na kolesu. Že se je začel tako, da ja, sem že čiživčen. Nekaj bi žičen, to so brez veze. Da grejo mi dva na kolo. Na kolo, ja, sej pravi, mi dva ta teden imamo, konc tedna je Franja, ne? Ja. Tako da jaz imam v bistvu že cel teden, ko sem videla že včeraj treninge za ta teden, pa še za drug teden mi je že naredil, ker imam potem še maj tura, ne, naslednji teden. In ko sem danes še dobila pol ta moj spored prehrane, jaz sem bila glih v Lidlu in mi je kar slabo ratal, tako sem si mogla kar po eno flašo vode, pa se malo tam v en kot postaviti, pa to malo razmisliti, kako bo to vse potekalo. Ker vseeno ob službi pa ob delu se vse to še razporediti, pa to rabiš kar ogromen enega prilagajanja in ogromen, da si čas razporediš. In imam kar pester ta teden že s treningom in potem tudi jasno s to prehrano. Pester v smislu, da ni več tako intenziven? Ne, imam še, jutr in pojutrišnjem imam še kar zelo intenziven trening. Moram reči, da letos imam, tako se mi zdi, tako smo se tudi zmenili, bila je tudi moja želja, ker sem hotela malo večji, tako v sezoni večji napredek kot lani v sezoni, to je bila pač moja želja. Tako da imam tudi treninge kar enkrat na teden, res težek trening, se pravi VO2 max, ki imam kar vsak teden zdajle. Pa potem dosti tudi LT1, teh dolgih, malo višjih intervalov. Tako da sem kar, moram reči, sem kar čutim malo. Sprav boš ti vlekla našo grupo na Franji? Ne vem, če bom, glede na to, da ste sami jaki fantje, vas je kar nekaj močnih, moramo narediti pa plan,
Moramo se tudi mi dva malo pogovarjati, da je kakšno dobro idejo. Jaz imam nekaj idej, ti povej. Plan voziš in to je to. No. Ja, no vem, kako bomo tako, da bomo šli, lepo. S tabo prišel v krog, pol to je... Ja, se vi na avto, je važno, da vi niste zmatrani. Jaz moram pa biti. Sej, kaj mi se že znamo menjavati, so sami taki, ki so na rundah. Je sej? Ja, no, kaj da se ne zna zamenjati. Ne, sej bomo, sam pač... Pač gledati moramo, da ti ne odpadaš, to je vsa naloga naša. Kako se to sem v bistvu prav lepo slišal. Yes. V bistvu boste čuvali mene. Nobene druge naloge ni, samo to, da pridemo skup na klanc gor in pol, da se spodi začne in pa se menjavamo do Ljubljane in pikame. No, evo, tako da če boste na Franji, pa na to dolgo gremo, pa če ste toliko spremni, kot vi, se lahko tudi z nami pelete. Noč bat, tudi če tega ne poslušate, bomo imeli 100 ljudi zadnji skoraj fiks. Tako da danes sem glih videla, treba je paziti malo tam izkladja dol spust, je delo na cesti za tiste, ki greste, in pa na kratki je isto iz, se pravi, proti Gorenji vasi, je tudi delo na cesti in pač previdno, ker je res škoda, da prije do kakršnih kol nesreč, ko smo glih pri nesrečah, ta vikend je bil v Gornji Poni, kjer je bila kar huda nesreča, enega fanta, kjer je letel iz ceste čez ograjo v nek prepad in so ga mogli potem odpeljati s helikopterjem. Ne vem, kaj je zdaj s tem fantom, a je v redu, ni v redu. 23 let star fant. Jaz sem že tako povedala, da jaz zaradi teh spustov iz Vršiča ne hodim več na ta Gornji Poni. 4krat sem bila, bilo je po eni strani. 4krat sem bila na Gornji Poni. Pa zelo dobrim časom, tako da če bi šla letos, bila je verjetno bila na stopničkah, ker so bile punce, so imele kar visoke čase, zgleda, da ni bilo pač neke konkurence. Bil je narejen rekord moški, je bil 37 minut. Tak, ki ga ima vedno zmaga. Kako se piše? Bivši gorski, ne ta bivši gorski kolesar tekač. Je od Red Bulla? Ni od Red Bulla. Luka, Luka? Kovačič. Kovačič, a se piše Kovačič? Aha, ja, zdaj mi je bilo od Red Bulla. Od Red Bulla. No, on v glavnem, tak, vedno zmaga, je zmagal, naredil je rekord. Pri ženskah je pa bilo, tak soliden čas, normalen čas, ampak mislim, da bi ga jaz letos lahko prišla, ker sem že prej, ker me je bilo veliko več skupaj, pa sem imela tam okoli uro, pod uro. Zakaj se moram spet o te pogovarjati? Zato, ker hočem povedati, da ne hodim več na Gornji Poni ravno zaradi teh spustov. Pa ja, okej, ti se ne znaš spuščati. Tam je malo drugače se spuščati s ponijem ali pa z temi kolesi. Čakaj, še kaj v tem vikendu pol? Si še kaj takega zgodil? Noč vikend, jaz sem vikend obdelala. Jaz sem že na tem tednu v bistvu. Jaz sem že v Franji, pa v nedelji. V soboto bomo imeli pa aktivacijo, kdor bo hotel, sploh teh 12, ki nas bo skupaj se pelal. 1 urco dobro traja ta aktivacija, kjer bomo šli na barje. Takrat je tudi barjanka, tako da lahko še malo vidimo te, ki se po barjanki vozijo. In naredimo to aktivacijo, so ene 3-4 intervalčki. Skaj posnela ta vikend noč? Sem? Na maratonu češnje, se ti bom dala. Sem češnje. Dobar, to te pol videl v četrtek. Ti nismo nič posnel tega, kako ležiš pa noge. Ja, sem posnela. Dobar. Tako da... Menoč se pravi, akcije so šla čez, vikend so šla čez, ko greja zdaj na dogajanje dirk. A greja kar na tole kolobocijo, ki si ti zdaj poslušala? Ja, v bistvu Giro ženski. Skupno 8. Ja, Urška je bila super, odlično 8, kar je z 12-minutnim sicer zaostankom za Demi, ampak je tudi Demi naredila včeraj pač tak darmar, ali kako bi temu rekli, da je bila res taka epska zmaga, mislim, da je bilo to že kar v stilu Tadeja Pogačarja, bi lahko rekli. S tem, da je ona bila pred včerajšnjem 49 sekund za Ano van der Breggen, ki je bila dolg časa vodilna, in je včeraj, tako kot sem poslušal intervju, je bila že en dan prej zvečer, so prišli do nje iz ekipe, pa so je rekli, zdaj tako jutri gremo na all-in, delali boste vsi na polno celo dirko, itak lahko nimamo drugega zmagati pa zgubiti. In so res tudi ekipa od Demi, FDJ so zelo dobro delali svoje in so
jo pripeljali do zadnjega vzpona, kjer je pač naredila to razliko, pustila roza majico za sabo, se odpeljala in se preklopila ubežnicam 3, potem so skupaj tudi lepo delale, ker med temi ubežnicami je bila tudi prej 4. uvrščena Nemka, ki je bila pol na koncu zaradi tega 2. In so res vse delale skupaj, bila je Borghini, Lisa Longo Borghini, ki je si tudi želela jasno zmago na etapi kot Italijanka in je tudi zmagala jo tako včeraj, tako da so bile res vse željne tega, da pridejo v cilj in so tako, da je na koncu v bistvu zmagala z več kot 2,5 minute prednosti in je bila res taka dobra dirka. Ja. Je pa res, da izjava, potem, ko si me zdaj gledal, ko sem poslušala te Ane van der Breggen, ki je v bistvu bila velika, kako se to lepo reče? Osmoljenka. Ja, da ne bom grdo rekla. Popušila je na velika. Ja, to sem hotela jaz reči. Je bila njena izjava pač taka malo čudna, ne, pa da Demi nič ni delala, pa ja, vsej Demi ni bilo treba nič delati, ker je imela 3 svoje zraven, ne vem, zakaj bi mogla Demi delati. Ona je pač ostala sama, Van der Breggenova v tej ekipi, skupini, ki so prišli na ta klanc in Demi ni bilo treba nič delati, pač Demi je imela pomagače in zato se je lahko odpeljala. To so pač res ene take hecne izjave. Tako, kot ste rekel, mogoče je to bolj pri ženskah, kot pri moških res takih izjav nimaš, da bi se iskali neki čudni izgovori, pa tudi rekel, da je hrbet boli že par dni, pa tako. V glavnem, ja, pač zgubiš, je pa isto na isti način leto zgubila že Vuelto, isto zadnji dan, tako da mogoče je to res malo tako psihološko, pol te že kar malo načenjati začne. Tako da meni je bilo dobro, ti tako ne gledaš ženskega kolesarstva, tako da zato sem zdaj sam jaz govorila. Ne, sem pogledal glih to, da sem videl, kaj se je zgodilo, da je sploh to lahko pridobila. Tako da ja, to sem pogledal, kaj več me pa ni glih zanimalo orang. Sem gledal pa Criterium Dauphiné. No, to pa jaz nisem. Nisi gledala? Ne. Bilo včeraj se je začel, to vem. A se včeraj začel? Ja. Ja, včeraj nisem gledala včeraj. Predvsem je koliko? 1, 2, 3, 4, 5 novih bajkov. Aha. Če ne še celo več kot 5. Res? A se zdaj pojavil ta SL9? Ja, SL9, zdaj ga imajo že povsod. Jaz sem ga probal dobiti, videa še nisem dobil, mogoče ga danes dobim. Ampak je tudi SL9 tam, ker čuda nekaj z nalepko Remco Evenepola pa ni na Dauphinéju. Ja, to smo videli nekaj, da so ugibali, da je fora, da so ga vzeli zaradi tega sabo, ker grejo pol takoj na Rikon določenih etap v Franciji in ga imajo v bistvu za tega že za njega nastavljenega. Aha, sem sabo. Tako da to. Pol je zunaj sem dobil video novega Ridleya, ki ga lahko zdaj vi gledate v odzadju. Tako da to je ta, zaenkrat je prototip gor še piše, ampak novega Ridleya, tako da to si lahko pogledate, koliko vam je kaj všeč. Ta klančarski bolj. Pol sem dobil še posnetek pač tega njihovega aero, ki ga Kleprnas ga voz zdaj letos Emeršič. Pa je zadovoljen predvsem, kar sem ga jaz zastopil, ko so se pogovarjala zaradi položaja, ker je sedež nastavljen tako, da je malenkost bolj naprej, se pravi od BB-ja podoben, tako kot pač tudi tvoja, ne? Da je, tako da to je to. Pol so pa novi še, jaz sem si jih že pogledal, se pravi, prvo je ta Ridley, ta drug, ta, ki je meni mogoče najbolj všeč od teh ta novih. Ne bom rekel, da bi kjer ga imel, ampak mogoče najlepši mi je ta Cube. Ja, si ga tudi lahko pogledate, bom dal neke slikce v odzadje. Tako da to je to. Pol je Orbea, isto nova. Sicer ne vem, zdaj že Arnaud Delia je že 100 zmago, je še sta staro. Ampak una zmaga, tisti, ki ste gledali, je bila pa prav epska. Ti si gledala, kva je bila Valoni, Tour de Valonija, nekaj tasga se je imenoval. Ja, ki je Deli zmago, ja. Uno je pa tako iz ne vem, kje je to prleto, ampak temu se prav vidi, da je žval. Ja, sej to je bilo pa že po velikosti. Pure power, pa polon, ki se je tam na tla vlegel. Pač to je imel stegen. Ne, jaz zgleda kva je od Rose Rocketsov, pač res tako,
Pa ko je šel, ni izgledal nič aero, nič, ampak tam je majal bajk in je ujel unga direkt pred ciljem, ne vem še koliko kilometer do cilja ga ni bilo nikjer. Pa je bil pa glih tako malo klančka in pride, deli od zadnji, ne vem, se če tisti, ki ne veste, to je že bilo prejšnji par dni mesec. nazaj. A je bilo zdaj? Ja, to je bilo zdaj ta teden. Ampak tisti, ki niste gledali, poglejte si to, je pač ja, pride tam iz odzadja, ne vem iz kje je pobral, kaj je mogel pač ja. Kar noro in to je bilo meni pač. Okay. Nima veze, poleta Orbejca. Ja, Bom jaz to pol pogledala, jaz nisem jih teh koles še videla, ampak bom si jih v Sporterju tam je mogoče deluje še od teh, vsaj meni osebno, še najbolj izpopolnjena, tako da... A Orbeja? Ja. Se pravi, kako je narejena, če gledamo iz aero vidika, mi ta deluje še mogoče še najbolj. Pol je pa za čuda tudi pol Sešas ali Seksas ali kukarkoli. Ma pa edini iz Decathlona, ki fura zdajle na temule. No, zdaj sem spet pozabil, me bo spet en kurcu. Van Riesel. Ja, to ja, ampak kvaj dirka že. Ja, ni Dauphineja, ampak ja, Alperone neki. Ja. No, in voz na temu, tako da predvsem spreden konc so malenkost drugače naredili, zadnji konc je zelo podoben, razen tega, da je zdaj... Samo on voz, drug model. Ja, nov model. Tako. Ostali pa ne. Tako. Vidi se, da je tam ta štanga upognjena tako not podoben, kot pri Cervelo, tu sem dosti manj očitno. Ne vem, meni zgleda, kukar mi pri Specialized-u, rečemo, ta novmu zgleda lepo, pa pri takih, ki imajo tako ne toliko izrazit, klepar temu mi zgleda skropocalast, pač meni ni lepo. Ampak si videl pa SL9 je pa tudi okoli tam balance, je tudi neki ni glih najlepš, to ne zgleda. Okrog balance, kaj to misliš? Ja, klepar nad head-tubom, se pravi tam, kjer vilca, ne pa kjer balanca pride na kolo, na vilco. Je tudi tako neki čuden, meni ni všeč. Saj tisto, kar je bil zunga kolesa od Remko, tako je pokazali, je tak. A so sploh spremenili balanco ali ista? Ja, pravijo, da ponovno takrat, ko pride nov model ven, da tudi to spremenijo. A je zdaj brez tistih kablov odzun? Mislim, da imaš še zdaj od spodaj kable. Tukaj na teh fotkah ni še nič, saj jaz ne vidim. Tako da upam, da je spremenjeno. Ampak ja, SL9, tisti, ki še niste videli, sprednja vilca, dosti bolj bulky, tudi spreden konc je malengo stanjšan, podoben je narejena kakor Dogma, ta headset, ne. Ja, sam vilco ima pa širšo veliko, oziroma bolj pač tako narejeno, ko so zdaj te vilce delajo spredno, nima tako kot Dogma. Ma širšo. Tako mi deluje, pač ne, kako se temu sploh zdaj te vilce. Ni ta, se pravi, da je razmak med vilco pa gumo še zmer ni tako široko, kot je rečemo pri BMC-u, Faktorju. Ne, toliko ni, ampak je pa veliko bolj, kot je bilo, pa bolj kot pri Dogmi. Ne, meni deluje isti šmoran. Ja, meni pa bolj. Tako, ko vidim na teh fotkah. Vilca je bolj ravna, ne, dol direkt na cesto. Širša je. Širša pa bolj, se mi zdi, da je bolj tako narejena dol na cesto, da ni toliko na diagonalo. Skratka, bajk je meni osebno je zelo lep, je neka izpeljanka, logičen 7-ke, 8-ke, zdaj 9-ka, tako da jaz mislim, da bojo še vedno šli v tem principu, ker glede na to, da po vseh aerotestih je bil že zdaj top bajk, zdaj so ga sam še mali spopolnili, tako da so pač to sam še zboljšali. Daj bo pa Pinarello to kaj spremenil? Ne vem, kaj itak se veš, da vse te teste doska delajo tudi za ta kolesa, kjer jim pač plačajo. Ne vem, jaz rečemo za BMC nisem videl, da je bil test narejen, najbrž zato, ker niso plačali. Predvidevam, da isto za Dogmo ni bil narejen, zato ker pač niso plačali. Pa ja, novim testom, pa pač lahko bi bilo nekaj novega zdaj že, a ne, tale F je že kar nekaj časa. Pa se to je, ni, kaj, 2 leti. Pa kaj so pa spremenili pred 2 leti? Pa se tukaj isto niso nič spremenili. Kje? Se tudi, je pa Specialized. Pa dobro, SL9 je zdaj vizualno čist drugačna od 8-ke. Čist drugačna ni. Je velik. Mislim, video jo boš nadelač, ti pa Dogme F ne vidiš, odkar je bila... To vidiš nadelač. Valjda, da vidiš.
dejno. No, se boš videl. Ti zdaj, ki se pogovarjaš o tem, pa ko prav gledaš, ja, če bi pa videl tako Na cesti ga bi tako videl. Remko ta bi videl Rogliča na kolesu, ne, jaz ne bi vedel, a je on na SL9 ali na SL8. Ma bi vedel. Bi vedel. Zdaj, ko vem točen kam pogleda, da bi videl. Se Ja, no, isto prdog mi sej. bi videl. Ma predolg mi to ne vidiš. Ja, vidiš? Moraš se skoraj uleči na tla, da kaj vidiš. Sam vidiš pa točno tisto, ko hočeš pogledati, da vidiš, je ta nova, je ta stara, boš pač tako videl. Ne? Meni ni taka razlika, no. Kar se mi zdi, da bo zdaj bolj. V glavnem, Skratka, SL9 kot tole so še vedno kažejo s ta staro sedežno oporo, se pravi ne s to prenovljeno, ki jo naj bi na določenih te renderih kazali. Tako da zaenkrat je še v bistvu čist standardna sedežna opora, tako da edino to je nekaj, kar se še ni videlo. Tako da to je to, kar se tiče teh bajkov, tako da je kar nekaj novosti. Kar pa jaz vem zdaj, ko prihaja že iz Azije, zdaj sem slišal že iz 2 tovarn, bo pa naslednji let itak cel rastur, kar se tiče bajkov. Tako da... Kako misliš, kaj nove znamke ali kaj? Pa bo tako rekla, da Shimano bo zajebil cel sistem. Tako da, ja. Shimano naslednje let, ko prišel ven, bo po moje nekaj, kar v kolesarstvu se še ni zgodil. Tako da bomo videli, kva bo, če bo to res. Ampak zaenkrat, kar poslušam, se pravi od Niša Founder, ki je bil v parih tovarnah, ja, se že vsi pripravljajo zdaj na to. Tako da... Dobro, se pa se tudi drugi, a ne? Pa Ja, se ja. ne samo Azijci, pa se vsi, Američani, Nemci, Italijani, vsi se pa pripravljajo na neki, če bi bilo neki res tazga, ampak toliko spremenjenega, ne, da bi rekel, zdaj pa ta oprema navšla na noben star okvir, sam to skoraj dvomam, da bi šli v take detajle. Pa, če to res, pol bojo šli. Glede na to, da je ja, ne vem, z moje strani, čeprav poslušam, da je že kao potrjeno, pol, ja, se pravi vsi, ki imajo... Mislim, se pravi, jaz si tukaj predstavljam edino to, a ne, sam... verjamem, da bi zdaj prišel en okvir nov ven, pa da bi predvidevali, da bo neki Shimano naredil tazga, kar ne bi šlo na nek okvir, ne vem. No, kaj pa vem. Ja, bomo videli. Bomo videli, kva bo naslednje let, ampak ja, zaenkrat bo kar zanimivo za naslednje let, ker kukar poslušam zdaj tega od Niša, naj bi bil tudi s pestami nek poseben sistem, zaradi tega, ker bojo nove račne in zdaj oni že delajo, da bojo že te nove feltne, ki naj bi prišle zdaj junija ven, so jih zdaj zamaknili za 1 mesec, samo zaradi tega, ker bo račna mogla biti čist drugačna, kukar je pa tista, ki bo kao kompatibilna naslednje let za Shimano in zdaj že to delajo. Tako da bi mogli te od Niša feltne, ki bojo zunaj, da bojo že kao kompatibilne z unimi novimi. Se pravi, ti tudi zdaj, če si nove feltne kupil, ne bo šel nov Shimano gor noben na te feltne, ki jih imaš trenutno. Se pravi, pač kasete bojo nove in vse. Pač praktično ne boš imel... Dobro, to že verjamem, da bo lahko taka račna, da ne gre stara kaseta gor. Se to ne bo prvič. Se to je hiter lahko. Sam, da bi pa naredili prav celo opremo tako, da navšla na okvir, to pa skoraj dvomam. Ja, bomo videli, ampak zaenkrat, kukar so meni teli kukar je rekel, zdaj delajo, da bo že kompatibilno, da se nove pola rabili s tem ukvarjati. Ja, to pa je smiselno, ja. Se pravim, da zato je to smiselno, če prihaja. Čuden mi je, da, a veš, kaj eno je, da ti sam račno zamenjaš, če sam račna, bolj ni tak big deal, ne? Daš pač račno drugo gor in je to, samo on pa, kukar sem ga razumel, da je treba kao cela pesta, da se more prilagoditi, da bo pasala in se pravi 12 in pač to novi kaseti. Tako da, ne vem, we will see. Ja, dobro, to je še. To mislim, da za tem Shimanom še lahko čakamo malo, tako da še ne bomo malo o njemu govorili. Se že v tem Shimano tu novemu govori, pa patentih novih, pa ne vem, kva vse me prav zanima, ko vam prišlo. Ja, malo so počasni. Ja. Tako da, kar se tiče teh koles, pol mislim, da Trek je dal nove obroče ven. Trek tudi nove obroče. Ja, Trek ima v bistvu samo nove obroče. Mislim samo.
So neki nove filtne, popačak je še kaj. A ja, to sploh nisem videl. A to si videla, da je UCI prepovedal velike števce? Veš, da sem to nekaj zasledila. Neke fora, ja. Oziroma takrat si govorili, da jih bojo, no. Preden si to začnejo najprej že pa. In to so kaj velik števce, prav kaj, ali 1050 Garmin ga ne smeš imeti na dirki. Kaj pa je razlog? Moment, moram si tudi jaz pogledati. V Neki- bistvu so prepovedali, kjer je maksimum size. Se pravi 126 krat 71. Je velikost. Ja. Jaz se ne vem, kaj se to v bistvu... Jaz sploh ne razumem, zakaj bi neko opremo omejeval, razen če je nevarna za uporabo, za zdravje, da je nevarna, da pride do poškodbe, da pride do nekih nesreč zaradi tega. Zakaj bi nekaj prepovedoval, jaz to sploh ne razumem več tega pri UCI-ju. Ne vem, to sem zadnjič glih brala tudi glede teh višine nogavic pa vsega tega. Ne? Zakaj bi ti omejeval višino nogavic? Pa zaradi tega, da pol ne izgledajo vsi kot triatlonci gor, ne? Ja, ni se šlo za izgled. Kle se gre za to, da dejansko prihaja do nekih aerodinamičnih razlik. Ja, sem tudi zaradi izgleda, se veš, če imajo dokler štumfe, pol bi imeli vsi dokler štumfe. Ja, pa ne jih gor. imajo, ne? Ne, Pa kaj? ima to govgabno zgleda. Pa ne vem, če UCI gleda na izgled, no. Ja, gleda. Pač Ne vem. eno je zgled, drugo je varnost, pa vse isto na BMX-u, tudi tako, ko so zdaj oblečeni, meni ni najbolj všeč. Meni je bolj všeč takrat, ko so bili v motocross oblačili, zdaj imajo pa praktično že spandex gor, zato ker to nekako UCI še vedno dovoljuje. Pač probajo omejiti, zato ker pruni hitrosti se ti 0, ne vem koliko stotinke pač pozna. Ne? In pač to je, ja. Določene stvari se meni zdi prav, so pa kje kakšne neumnosti. Ja. Sam, če se gleda, ne vem, se tudi ta super tak, ki so ga banali, da ga profi ne smejo več uporabljati, zdaj je že dosti manj rekreativcev, ki se gre na spodnjo štango. Če gledaš 3 leta nazaj, se vsak spust, ki si šel ti klanc gor, je tam en rekreativc se spuščal na spodnji štangi. Tako da, Ja, dobro, to je nevarno, ne, pač, to je res, saj- saj pravim. Evo, kle sem najdla razlog za prepoved. Namen te odločitve je zaščita kolesarjev in zmanjšanje njihove kognitivne obremenitve. Po ugotovitvah zveze prevelika količina podatkov in zasloni, ki prikazujejo preveč metrik, odvračajo pozornost kolesarjev od dogajanja na cesti, kar ogroža varnost in vodi k nesrečam. In pol bi še koga to prizadene v bistvu dejansko od vsega, kar se res uporablja na cesti trenutno, je to Wahoo Element Ace. Ja. To pomeni, da vse ostale ostajajo noter, tudi Garmin Edge 1050. Ok, še ga lahko uporabljam na dirkah. So pa, tako da ja, so pa bajedac, nekateri uporabljajo celo neke zaslone na krmilih in ne vem kaj, tako da to je pa prepovedano. Ja. Sam, to je itak za tekme, za maratone. Ti, ki si rekreativ, če vedno, če si daš lahko iPada gor, pa gledaš Ja, če je film, pod ne. UCI okriljem, piše, da za vse dirke, ki so pod UCI, Pa pol saj ti tudi na pravim. Franji ne bi smel biti, ne? Sej, sem jaz ti pravim za navadne smrtnike. Ti, če hočeš iti na bike, pa hočeš gledati film gor Ne, na to iPadu, lahko. da boš še Ja, vedno lahko, ne, ja, seveda. Da, Ja, to pa lahko. Ja, se pa strinjam. Glih zdaj, prejšnji teden je bil tukaj eden, s kom so se že pogovarjala, fakt, da sem pozabil. Zakaj rabaš ti vedeti, da je te avto prehteva, ker si na cesti, prvariji? Ne mi povej, kakšno funkcijo ima to, da ti veš, da te avto prehteva, pa da vidiš na računalniku, ki je avto. Jaz ne najdem nobenega plusa za to funkcijo. Meni je to fantastičen. No, Jaz ne mi povej, odkar imam pač, nimam varije, Garmina imam od Bontragerja radar, ki je še daljšo zaznavo, ima še hitrejši zaznava, pa lepši izgleda, ni to grdka varija. V bistvu, ko ga včasih, če dvakrat sem ga zdajle pozabila, se mi je bilo kar malo čuden, nekaj manjkal. Prvo je, da imaš zvočni signal, ki te opozori, da avto prihaja od zadaj. Zelo velikokrat nismo pozorni na cesti, mogoče se voziš malo bolj v levo, greš tudi sploh zdaj, ko delamo kakšne intervale. Tudi skupina, ki smo na cesti, je zelo fajn, ko začnejo piskati te naše varije, da vemo, da avto prihaja od zadaj. Se pravi, nisi pozorna na cesti, ok, sama si kriva. Sem pozorna na cesti, ampak če te nisi. še prej opozori neki z glasom, Okej, da prihaja
prihaja od ozadij, valjda danes so tudi avti, zanj se pripelju mene v en klanc, električen avto, jaz sem se ga usrala, ker se ga sploh nisem slišala, da prihaja za mano in to je bilo točno to, ko sem bila brez radarja od zadaj. Okay, in je to zelo super zadeva. Plus tega so to, vsi imajo tudi lučko, a ne utripajočo od zadaj, ki opozarja avto, da si ti na cesti. In jaz tudi kot šofer, zdaj mi je fantastičen, ko vidim kolesarja že nadela čisto utripajočo lučko in sem tudi jaz pozorna na njega, ker dostikrat so kolesari, nismo vsi v fluo dresih, ker tudi niso več moderni, da bi se videli kolesarja že po oblačilih in se je s temi lučkami od zadaj zelo fantastično. Zakaj je to dobro, da ti vidiš tam, kad ti utripa zato, ker si upozorjen, da prihaja avto. Avti prihajajo, pa se imaš budale, ki se pele mimo tebe za nalaž in ti si pripravljen, da prihaja nekdo od zadaj. Kaj si pripravljen? No, jaz ti povem, da je Mirca doživel smrtno nesrečo, ki mu je ženska na rokah umrla zraven, ko je avto zbol na cesti. Ja, no, če bi imela avarijo od zadaj, bi vedel, da avto prihaja, na primer. Pa vem sem, kaj bi lahko naredila. Umakneš se s ceste dol, pozoren si, čakaš v grmovje. Koga si pa ti že v grmovje skočila, kaj je šel avto za tabo? Ja, pa bi. Če bi videla, da se mi ne bo kar, da me bo nabal. Se ne veš, se tudi hočem povedati. Ti ne veš, ampak si bolj pozoren in se takoj premakneš avtomatsko bolj v desno. Tudi hočem povedati. Ti, tudi če si čist desno, pa če te v avto zbol... Ja, če me bo zbol, me lahko me zbije z radari, ampak če pa me opozori, da prihaja avto od ozadi. Ja. Se tudi jaz vozim po cesti, pa opazujem kolesarje. Eni se vozijo posred ceste, pol imaš kolesarje, ki se vozijo v štric, še vedno po dva, ker sta samo dva. Vse se mi tudi pelamo v štric, sam nas je 5-6, se mi zdi varna skupina, 5-6 kolesarjev po dva, bolj skoraj varna, kot po eden. Ampak če sta pa samo dva, sama dva na cesti, je pa zunanji zelo vzpostavljen avtomobilu. Ja. In pač ne vem, očitno se tudi pač ljudje vozijo na to foro, ko vidiš, da ti avto prihaja, se mu omakneš lahko od zadaj. Meni je funkcija kaj glupa. Meni pa ni, meni je funkcija fantastična in tudi vidim, da tudi ko se pač so dokazi, da je veliko manj nesreč in veliko manj problemov, odkar se uporabljajo radari. To je dokazano, to imaš veliko člankov na to temo, veliko tega, tako da tudi očitno, ja, ljudje nismo vedno pozorni. Jaz pa ne razumem, kako ste lahko toliko prešponani vi in ti, da se voziš s slušalkami na kolesu. Se vozim na... Ker včeraj smo se pelali, bila peška na kolesu, ko smo šli mi peška s slušalkami in ona je hodila po kolesarski stezi, ona sploh ni vedela, kje je, kdo je in je šel Mirsad za nalaž tik pred njo, da je ženska sploh dojela, kje ona hod, da to, kar ona dela, ni v redu. Ona je bila za luno s tistimi slušalkami na ušesih. In ne boš ti mene prepričal, da ti eno muziko poslušaš ali pa še po možnosti celo slučajno kakšen podcast, ko se fokusiraš na ta podcast, namesto da bi se fokusiral na cesto, kje si. Si ti veš, da če imaš... In je hvala Bogu to prepovedano in veselo se kazni pišejo tem, ko imate slušalke. Da se zazna zvok, slišiš avto, dosti hitrejš, tudi če poslušaš muziko, kakor takrat. Vse nima veze, pač to jaz ne pijem mento vode. Konc, nimaš kaj na kolesu za poslušati nobene muzike pa nobenih podcastov. Konc, pika. Razumem. Isto, kot po telefonu, tudi jaz bi telefone prepovedala v avtu, ne Bluetooth, pa prostoročno klicanje. Nobenega klica v avtu. Ko se usedeš v avto, da ti telefon pa signal prekine. Tako bi naredila. Vse avtomobile. Ker ljudje ni problem, da telefon drži v rok pa se pogovarja. Problem je, ko se pogovarja po telefonu, pa sploh ne ve, kje je. Sploh ne ve, kam mi zavit, kam jet. Tudi jaz, ja, imam prostoročno klicanje, pa ga uporabljam, pa ponovadi res sem tako, prehajam ali pa nekaj, kje si, ne pa da bom zdaj imela debatni krožek v avtu, ko sem vozila zaradi tega. Pa je to, če ga imate ženske. Ja, tudi moški, da nekaj vidim, noter v avtu sedijo čisto ene kure zmešane, pa pa vidiš tam govori po telefonu, maha, kaže, zraven pa ne da ne žmigovca, da desno zavija. Jezih je imel žensko na drugi strani, ja, ki ga se je nima ni veze klicati. V glavnem varnost je na prvem mestu, no, in sploh v prometu, jaz sem tukaj. Jaz ne vidim razloga, da je to zaradi tega, ker ti gledaš dol v zaslon in ne na cesto, da je to bolj varno, kakor če si ti pozoren, kaj se dogaja okrog tebe in noben me ne bo prepričal, da je bolj varno, če ti gledaš v števc, kakor pa če gledaš na cesto naprej. Se ne gledaš v števc. Jaz gledam v števc veliko, ja, ker pač delam intervale, sam grem na cesto, kjer ni prometa. Če ti kaže, ko gre avto mimo tebe na števcu, kaj ima to fucking veze? Dobro, to, da ti kaže, mogoče res to, da gre avto mimo mene na števcu, da jaz to ne gledam. Mi je pa zelo fajn, ko mi zapiska, ko slišim pa, da prihaja avto in sem potem veliko bolj pozorna. Če bi mi pa pokazali, da je šel mimo mene ali pa ne, mi pa čisto vseeno. Se pač on sam vidim, ko se približuje mi. Razumem ta funkcija, da je lahko uporabna takrat, ko se navoziš
po cesti tako, kot bi se mogel, da si ti na sred ceste, da se s kom pogovarjaš, da itak delaš stvari, ki načeloma kot kolesar jih ne bi smel. Razumem, da je takrat pameten, ampak ti, če se furaš po svoji strani, tam, ki bi se mogel, jaz ne vidim nobenega plusa, zakaj bi meni varja pomagala, kukar... Jaz pa ne vidim nobenega minusa, no, sem tako rekla. Nad slabega. Če je tukaj plus ali ni, valjda stvari so zato, da se prodajajo. Začele so se najprej te varnostne lučke, iz teh lučk so naredili radar, zdaj ima to že kamero v zadnji. In ni to vse potrebno. Vsi vemo, da se to dela zato, da se prodaja. V osnovi je, da je najprej, da se stvari nekaj prodajo, ampak mislim, da tako opozorilo, ki te opozori, da nekdo prihaja od zadnji, ni čisto nič narobe, pa z nečem razkregan in je pa tudi fajn s temi lučkami od zadnji se voza, da opozarjaš ti avto, da si na cesti, ker se res vidi kolesarja že zelo nadelač, da je na cesti. Ja, sej, mislim, iz mojega vidika se mi zdi, da je sam problem, da se ne bo to kot kolesari, da ne bomo začeli to izrabljati. Ja, se imam lučko, se me bo itak upozorili in pa se vodi stanka bedak. Ne, to pa mislim, da tisti, ki tako to dela, je itak bedak. Pač, se pravi, da zdaj zaradi tega, ker ima lučko, lahko dela kar če, ne, je to nekdo, ki je tudi brez lučke že delal, kar je hotel. Ne. Tako da vsak ve zase in vsi se moramo čuvati na cesti, vedno več nas je kolesarjev, pa tudi vedno več se najde kakšnih izprijencev na cesti. Skoraj res verjamem, da vsak, ki je na furi, ki vozi toliko, kot ti pa jaz, no, jaz sem še malo več na cesti, da ni tedna, da ne bi doživel. Koliko kilometrov letos na cesti? Ne vem, kaj 5000 nekaj tazga. 5 ur imaš že na cest? Ja. Pizdarija. Kdaj si pa to kač naredilo? Se nazadnje si imela par 100 manj? Ja, jaz sem vsak dan na kolesu. Pa ti si res legendo, joj. Ja, nekaj sem jih nabrala takrat, ko sva bila kar veliki, sem jih nabrala, ko sva bila 6 dni v Pulju, ko sva vsak dan delala 100 plus, tako da tam se je hitro naredil. Po me skar lepo zadnji počival na Franji, Petra v spredi, da je to res letela, ne? Da sem jaz matru v zaveterju. Ja, ne boš, saj ti si spreman, da je nekaj. Mami moja napisala, da si že čist shujšan. Tvoja mami? Ja, zadnjič tam videl sem, ki si sendvič jedel brez sestavi noter, pa je napisala, sem že čist shujšan. Pa ti kle vidiš tega baj si je že čisto shujšal. Kje pa si vidiš, da je on kle shujšal? Že na fantovščini so me toliko pohvalili vsi pizdarija, sem bi rekel že tako. No, sej se ti pozna, shujšal si malo. Hoče imam 95 kil. Ja, pa ne vem, tako se ti zgleda, ko si pa na kolesu, a ne, si se pa prerasporedil ti, ko si pač na kolesu, a ne. Ker si začel na začetku sezone, se ti sploh sedeža ni videl na kolesu. Ne bo zdaj v meni. Zakaj pa ne bi enkrat od tebe? Greva, kaj imamo še teme? Daj ti si žih še kaj. Ne, mislim, da sva kar v glavnem. V bistvu jaz sem eno, no, si to so verjetno tudi drugi prebrali, pa mogoče tudi ti, glede treningov Pogačarja, ki so zdaj tam po Sierra Nevadi kolesarali in trenirali in je dal izjavo Maxim Van Gils, to je iz Bore. Ja, to sem prebral. Ja, da kako Pogačar se je pelil mimo njih na en klanc, pa so mislili, da nekaj blefera, pa ga pol niso takoj videli, pa so mislili, da je v kakšnem grmovju skrit, pa so šli na vrh, pa je bil on gor. Tako da, a si tudi videl slike Pogačarja zdajle? To je, zdaj to, po moje, prav mogli bi dati, se bojo te slike slega prej dajali, jaz sem zdaj videla njega, to je res šel skup za... Se pa nema že, če gre za kilo pa pol skup, pa je... Ja, ampak verjetno je opustil, a ne, dost fitnessa, tako kaj sam rekel, da je bil veliko več na fitnessu v zimskem času, kakor prej in verjetno ga je opustil in je zdaj glede na Rubje, kakšen je bil tam, pa kakšen bo prišel, se zdaj pojavil, bo mislim, da to kar velika razlika. Ja, no, se to je bilo zaprčakovati. Definitivno te daljše klance bi mogel boljš odpeljati, mu bo pa zih malo moči pa zmanjkal za kakšne šprinte. Da se teh narab pol na Grand Tourih. Tako da, se itak. Zdaj sami povej mi, ko si gledal včer tale, ne, Dauphinejo, Dauphinejo, jaz kar ne moram tač ta Rune, Alpek, ne vem, ja. Kaj pa je bilo? Je bilo včer šprinterska verjetno začetek? Ne, v bistvu je bila kar gorska, sam je bila fora, da zmaguje od zdaj sem pozabil, od EF Education First, ali Education, no se njo vezi. EF, ja. Ja, je zmagal, fora pa bila, da so bili v begu, pa je pa on v bistvu se sam odpeljal. Na klanc sta odpadla
ta, ki je bil prej NSN, ta iz Nove Zelandije, ki je prvak. Dobro, se v glavnem pač zmaguje in cilj je bil na klanc. Naprej, druge so ujeli. Favoriti ne, da so vozili slabo, ker so odpadali cel cajt iz pelotona ven. On je pa cel cajt držal isti razmak, tako da je mogel imeti vrhunske noge. Pol proti cilju so ga mogoče malenkost ujeli, ampak še vsem je kar zmagal z lepo razliko. Zadnji pa ni bilo takih ekstremnih nekih napadov. Vse kdo pa še je poleg Seksasa? Ja, Ayuso, Torres. Almeida je? Almeida, a veš, da ne vem. Pisali so ga, ne? Sam ne vem, če je pol šel. Torres vem, da je. Ta je od Red Bulla je že odpadel, ko je Martinez, pa mislim, da je pol ujel na koncu. Tako da ne, drugače ekipe tako so kar zasedbeno. Sam ta glavnih ni, ne. Se pravi, Sesa še, Dobar, ni pa Vingegaarda, Evenepola, Rogliča pa Pogačarja, ker Roglič pa Pogačar gre ta itak obada na Švico. Una dva Pankamerne ne bi šla več. Tako da se bo itak zdaj videl. Švica se začne ta teden zdaj. Ali pa naslednji teden. Lepo, za 17 šele. Naslednji teden, pol v sredo. Se ne vem, koliko ima Švica etap, nima jih prav veliko. Po moje 5. Sreda, četrtek, petek, sobota, nedela. 5. Verjetno, ja. Tako da, ne, drugače je bilo zanimivo. Vsi, ki smo gledali, smo po moje čakali, da bo kaj se zgodil. Sam fora je, da je ekipon kronometer isto. In pa danes ne bi bila, mislim, da taka bolj ravninska. In so rekli, da zakaj bi delal zdaj prvi dan, zato da boš zmagal, če imaš pol v bistvu cela ekipa bo mogla danes delati, pa na ekipnem kronometru so lahko bolj zmatrani. Ta je pa en teden, ne? Verjetno se bo v soboto končal, najbolj od nedelja do sobote. Tako da, po mojem bo še zelo zanimiv, ker pol naprej so kar etape take zanimive. Tako da, to je to. To je to. Jaz nimam več nekih norih. Ne. Dobar, se pravi, za akcije ste zvedali, če kupujete bike, hoče kaj testirati, pridite mem. Velo izletov do ta pa drugi vikend še ne bo. 28. jih ni. Tako da ta vikend je zdaj Franja, naslednji vikend je Majtur. Pol je pa izlet, se pravi, to je pa 27. Tako da mene boste pa videli šele pol po temu, se pravi, to je pa mislim, da 4. julija. A tu 27. ni? Ne, takrat pa jaz grem sta malo greva na morje. To 27. je v planu, da bomo šli verjetno na Geos, en del bojo šli navijati, en del nas bo šlo pa dirkati. Je vzpon na Geos. Ja. Okay. Tako da tisti, ki hočete kaj prideti mem, pridite do tistega praznika, ki ga imamo 25. junija, ker pol mene ni en teden. Tako da, sončki, se vidimo, tebi moram dati pa zatestirati zdaj. En rekvizit. To je to. Do naslednjič. Čau. Se vidimo na Franji. Srečno na Franji, ne delati neumnosti. To je to. Čau.